večer, otroci. Živjo, jaz sem Boštjan Gorenc. Maja. Živjo. Živjo. Prava mi pižama tudi, drugače pa prevajam knjige. Pa ne vem, recimo to, kar še vidve mogoče veste, da pišem strip za Pil. Ja, Šnofija pa to delava s kolegom Matejem. Tole je pa en kupček knjig, ki sem jih jaz prevedel. In so tako predvsem otroške, se pravi, glih za to vajno generacijo. Prevajam pa kakšne tudi take malo bolj debele, ki so pa bolj za odrasle, ki jih boste čez kakšne 5 let brali. Pa ta je recimo tako še ena od najtanjših iz te serije, ki sem jih prevajal. Tako da zdaj ta zadnja ima 1200 strani. Pri vsake knjigi tako, da ti najprej ful časa vzame takrat, ko začneš nekaj novega, ko moraš si vsa imena izmisliti, pa kako jih boš prevedel in vse. Pa prihajajo nove in nove knjige, iz iste serije te pa že toliko lažje, ker pa že vse veš, pa reči, aha, temu je tako ime, tega smo tako prevedli, to je to in pa gre dosti hitreje. Zakaj pa junaki ne obdržijo svojih lastnih imen iz zgodb, ampak dobijo druga? Ja, predvsem zato, ker so ta imena v angleščini, ki imajo nek svoj pomen, in zdaj kot prevajalec ti probaš narediti, da bralci prevoda vejo, pač občutijo isto kot bralci izvirnika. Recimo zdaj, če bi rekel Captain Underpants, nekaj mogoče, zdaj že vidve že znata to angleščine. Zdaj berejo pa to te knjige tudi tam 6-7 let stari, pa mogoče ne vejo, zdaj kaj je ta Underpants. Če pa kapitan Gatnik, pa točno veš, da zato, ker nos take lepe gate. Pa kdaj jih ime zelo hitro pogruntaš, kdaj pa traja. Glih tega gospoda Gnilca, se pravi Mr. Gum, v izvirniku smo gruntali. Ker čisto dobesedno, če bi vzel, ali je to gospod Žvečilni, ali je gospod Dlesnik, ali kaj tazga, ampak smo rekli, on je res tak nagravžen, res je nagravžen. Smo rekli, bomo neki, pa smo imeli pa gospod Ogabnik, pa gospod Nagravžnik, pa ne vem kaj vse, gospod Ogaba. Ampak pa smo pogruntali, da ta Gnilc je en tak čist super, tako pa res se sliši. Zdaj pa tako še, če mu kdo reče, no gospod Gnilc, takoj vejo, ni glih. A so vas že kdaj v založbi zavrnili za kakšno ime? Se zgodi kdaj, ni tako, potem z urednicami, z uredniki na založbi to predebatiramo in vsakeč, kaj ne vemo, gremo skupaj na tortico, oni plačajo tortico, tako da ste mi dali idejo, mogoče zdaj naprej najprej zmeri čudna imena, da in se pa ful tortic najedo in pa ful dobre najedo. Zdaj imam pa jaz za vaju en tak majhen test. Zdaj smo tele gledali že Gatnika, zdaj bomo šli pa malo na Gnilca, pa vam bomo jaz povedal par imen, pa če boste vedeli, kakšno idejo dobili, kako bi ima bilo ime. Recimo, ta je lahka Old Granny. Kaj bi bilo to? Stara baba. Ja, ni glih stara baba, ampak stara babica. Ali pa baba. Recimo Big Steve je ratov veliki Štef. Kaj je pa, ne vem, Funk Whistle, žvižgo brz. Kakšne so pa take, ki so že toliko čuknjene originalno, da itak pol ne veš sploh, kaj bi pa ga kar tako, recimo Dweezil, Jolbe. Pač oboje se sliši čuden, ne? A bi nama lahko nekaj prebral? Zakaj pa ne? Kaj pa? Recimo to. Okej, tam pa eno super pesemco not. Gospod Gnilc in kristali moči. Ja, zgodbica je pa balada o Branku Glivici. Branko bil je mlad možak, ko je moral vojno. Hojladri, puška zraven mu visi, tetkin čaj ima v čutari, nori Branko Glivica. Že prvi dan v vojni je ustrelil 100 vojakov. Hojladri, pok, popadali so vsi. Vojaštvo res me veseli, je rekel Branko Glivica. Poklical ga je general in mu zalepil focno. Hojladri, Branko, kaj ti jasno ni, da streljal svoje si ljudi. To je bilo pa ta zdaj moralni konc, nauk, to. Branko bil je mlad možak. Branko bil je mlad možak. Kaj je zborom, poslika? Hojladri, puška zraven mu visi, tetkin čaj ima v čutari,